Mastercard Športne akademije podcastu tokrat. To je nekaj novega tudi zate morda. Je. Kako si? V redu? V redu. Zdaj trenutno se rehabilitiram po operaciji kolena, tako da sem šla kar čez enih par zanimivih stvari na psihološkem področju tudi. In kako kaže zdaj, se pravi, kje je zdaj dejansko smo, napreduješ nazaj na stara pota? Ja, zdaj sem tam nekje 3 mesece po operaciji, čez kakšen mesec lahko začnem počasi malo s tekom, tako da v bistvu sem nekako že dost v napredku, ampak še zmer je pa do tistega končnega cilja, da spet začnem na polno trenirati, še zelo dolga pot. Predstavljam si, da je tudi psihološko to naporno. Kako si doživljala to? Se pravi, najbrž je tudi kak moment iz psihologije prišel prav. Ja, zdaj predvsem na začetku, ko sem zvedela v bistvu, kakšna je poškodba in kako dolga je rehabilitacija, me je čist sesul, iskreno povedan, in sem rabila kar dober mesec, da sem v bistvu se nekako pobrala nazaj, dobila spet motivacijo in mi je veliko prav prišlo stvari, ki sem se jih naučila z področja športne psihologije. Ta proces, verjetno ni za privoščiti ljudi. Ne. Ampak, če si borec, če veš, kaj želiš v življenju, potem je lažje, ne? Ja, če je želja, potem se najdejo rešitve, se najde tista volja in vse. Športna akademija je, se pravi, en tak trezor različnih znanj, ki poskušamo nekako lansirati med mlade športnike. Nekaj časa je od tvoje generacije. Vseeno si spremljala vse skupaj še iz drugega vidika. Kako primerjaš ves ta čas? Nekaj se pustimo zdaj to poškodbo, ki res ni okej, ampak verjamemo, da bo bolje. Kako primerjaš dejansko neki čas, ki se dogaja? Se pravi, od prvega trenutka, od tvojih pričakovanj tistega trenutka do neke realizacije, implementacije teh znanj do danes. Ja, jaz iskreno, ko sem začela, ko sem se prijavila v to športno akademijo, sem imela neka pričakovanja, da mi bo to dalo veliko novih znanj, ampak sem šla zelo tako nekako sproščeno v to, kar bo, da vidim v bistvu, kako to poteka, in sem bila zelo presenečena v bistvu, koliko stvari je tukaj ponujenih, ki ti lahko pomagajo na športni poti, in sem odnesla od tega več, kot sem pričakovala. In isto pri sebi, recimo, največ napredka opazam, kar se tiče samozavesti in vsega tega, tako da... Dobro se sliši, ne? V vsej tem procesu, rekel, bilo nekih znanj, kar napredek. Ampak danes lahko morda si tudi prava oseba, da mogoče oceni to, kar je manjkalo. Verjetno je nekaj, kar tudi mi ne vemo, da bi bilo v redu implementirati, da kak predlog, kakšna ideja? Ja, jaz iskreno, meni se zdi, da nisem jaz kaj tako pogrešala. Se mi zdi, da je zelo veliko poudarka na športni psihologiji in da je to zelo dobro, ker se mi zdi tako najbolj pomembna stvar. Mogoče bi se tudi tako nasplošno v športu, mislim, da lahko bolj skoncentrirali še na neko preventivo, recimo pred poškodbami, da bi se tudi bolj v proces treningov vključila ta preventiva, recimo, da bi se na treningu vzeli pred treningom 15 minut, naredili neke te vaje, ker se mi zdi, da so preveč na nek način športniki prepuščeni sami sebi na tem področju. Ja, vzeti to na znanje in zelo dobra ideja. V zadnjem, recimo, obdobju, tudi med poškodbo, pa rečemo temu tudi na začetku akademije, spoznavaš nove ljudi, športnike, kolege, kolegice. Kaj je to prijateljstvo med športniki? Koliko velika vrednota je to? Ali je vrednota? To je prvo vprašanje. Drugo pa, če je, potem me tudi zanima, kakšna vrednota, kako jo vidite mladi športniki? Ja, meni se zdi to zelo taka velika vrednota, pač zelo pomembno, ker je le drugače, če imaš ti nekega prijatelja, ki se recimo ne ukvarja s športom, ali pa nekoga, ki
istošportnik, ker z njim deliš v bistvu oba dva imata neke skupne cilje, nek uspeh. In sploh, če je iz kakšnega drugega športa, da lahko potem se primerjajo kakšne stvari, se ti od njega kaj naučiš, on kaj od tebe, si delita te izkušnje. Funkcionira to? Funkcionira. Zanimivo, ne? Ker ste iz različnih športov. Iskanje tiste skupne točke, že to mora biti po sebi zanimivo. V bistvu nagrajevanje, se pravi spodbujanje pri rezultatih in tako naprej, verjetno pa neprecedljivo. Po vsem tem času tvoje mnenje oziroma tvoje priporočilo ali pa tvoje sporočilo tistim, ki se še odločajo za to pot v športni akademiji Mastercard. Kaj bi bil tvoj message? Ja, jaz bi rekla, da če razmišljajo, da bi se udeležili športne akademije, definitivno, da se jo udeležijo. Sploh, če imajo neke višje cilje na svoji športni poti in da potem izkoristijo to najbolj, kar se da, sodelujejo in pridobijo čim več znanja. Hvala ti za ta prijeten razgovor. Hvala tudi vam.